Lepo pozdravljeni v novi reportaži Avtoportreta.si. Med poletnim rally premorom smo si naše želje po dirkah zapolnili z gorsko-hitrostnimi dirkami. Zdaj pa je znova čas za ozke in zavite ceste. Pred nami je najdaljša preizkušnja na naših tleh. 9. rally Nova Gorica, kjer vse od prve izvedbe še nikoli nismo videli slovenskega zmagovalca. Se bo to letos spremenilo? Za odgovor ostanite z nami v tej reportaži. Na kratko se ostavimo v Železnikih, da si osvežimo stanje v prvenstvu po tamkajšnji preizkušnji. Tam sta zmago slavila vodilno v prvenstvu Rok Turk in Viljo Šlaj, s prednostjo 3 minut in pol pred Avstrijcem Dunarjem. Turk s tem nadaljuje niz zmag in z vsemi 90 točkami že pogleduje proti 5. naslovu na sredinskem delu sezone. A ta še zdaleč ni zagotovljen. Zasledovalci Pelhan, Grossi in Fakin so vsi oddaljeni približno 30 točk, kar bi v primeru težav lahko pomenilo ponoven začetek, kar se točk tiče. Še manjše razlike pa najdemo na lestvici divizije 1. Nec Mrak v rdečem Swiftu je po svoji prvi zmagi v tej diviziji prevzel vodstvo za samo 5 točk pred Luko Brusom. Marku Grossiju se je letošnja sezona končno poklopila in po 3 dirkah vodi za 10 točk pred Jernejem Fakinom v diviziji 2. Matic Humar pa ima z Renaultom Cliom RS v 3. diviziji največ prednosti, 29 točk pred Milanom Fabianom. Kot pa navadi, bolj podroben pregled z rally Železniki najdete na tem YouTube kanalu in naši Facebook strani Avtoportret.si Šport. Zdaj pa je pred nami že nova 4. preizkušnja letošnje sezone, ki je imela svojo prvo izvedbo le 2 leti pred Železniki, 9. rally Nova Gorica. Lani te dirke nismo dočakali, a smo letos na našem najdaljšem rallyu pričakovali zelo razburljivo preizkušnjo, ko se sezona prevesi v drugo polovico. Sestava samega rallija je bila zelo podobna kot v Sevški dolini. V petek popoldne je dirkače čakalo 7, v soboto pa 6 hitrostnih preizkušenj. Ker je celotna dirka daljša od 119 km, so na koncu vsakega dneva čakale dodatne točke za najhitrejših 5 posadk dneva. Ob štartu pa smo bili rahlo razočarani nad udeležbo, čeprav rally Nova Gorica šteje za Evropski rally pokal in centralno evropsko cono. Na štartu prve hitrostne preizkušnje smo namreč videli 78 posadk, kar je identično kot v Železnikih. So pa v okviru RGT pokala Slovenijo obiskale 3 francoske posadke z Alpini A110, ki bodo zagotovo popestrile dirko prav pri vrhu. In že takoj na prvem brzincu se je izkazalo, da to drži. Emmanuel Guigou in Arnaud Donat sta celo postavila najboljši čas kratke preizkušnje Kromberg, kar je bilo pravo presenečenje. Madžara Kiš in Kiš Junior s Polom R5 sta se Francozoma približala na sekundo. Turk in Ošlaj s Hyundaiem i20 R5 pa na sekundo in 8 desetink. Blizu skupaj sta začela tudi voznika v dirkalnikih na prednji par koles. Marka Grossija in Jana Medveda je ločilo samo 7 desetink. V divizijah 1 in 3 sta najboljša časa prvega HP-ja postavila Luka Brus in Kristjan Širok. Videli pa smo tudi prvi odstop. Na težave je naletel Janko Čebron, ki je moral končati s petkovim delom zaradi okvare motorja. A že takoj na naslednjem brzincu je Turk pokazal, da namerava prekiniti niz brez slovenske zmage v Gorici. Na hitrostni preizkušnji lig je za 8 sekund prehitel Guigouja. Do menjave vodstva je praktično prišlo v vseh divizijah. Jan Medved je odpeljal odlično in za 2 sekundi prevzel vodstvo v diviziji 2. Tretji v točkovanju prve divizije, Primož Kačič, se je resno podal v boj za naslov in za 2 desetinki prehitel Brusa. V diviziji 3 pa se je Matic Humar odločil povečati vodstvo v točkovanju. Po 2 preizkušnjah je 12 sekund pred Širokom. Eden izmed njegovih rivalov v tej sezoni, Vase Miklavčič, pa je tukaj na ligu nekje izgubil 4 minute, kar ga je izločilo iz boja za zmago. Sledil je še 3. različni HP dneva, in sicer od Morskega do vasi Bate. Princ Albert von Thurn und Taxis, ki je letos nastopal tudi v Vipavski dolini, je tukaj prebil gumo in padel z 4. na 11. mesto. Težave je imel tudi povratnik na rallyu, 5-kratni državni prvak Alex Humar s sovoznikom Markom Žgavcem, ki je bil primoran odstopiti zaradi okvare senzorja za pritisk olja na Fiesti Rally 4.
Turk je medtem povečal prednost na 16 sekund. Tudi Luka Bruce je ponovno prevzel vodstvo divizije 1, tokrat z malo večjo razliko. Sledil je krajši premor in nato ponovitev vseh treh brzincev. Ti so se začeli že bolj proti večeru, zato se je vidljivost časoma zmanjševala. Med tem premorom sta odstopila še Igor Žbogar, tokrat z Renaultom Cliom R3, in Simon Mlinar, lanski prvak divizije 2. Kromberg zgleda ustreza močnim Alpinom A110, gnanim na zadnji par koles. Gigu se je Turku tokrat približal na 80. Skupno se situacija sicer ni spremenila, sta pa imela Grossi in Medved po tej preizkušnji popolnoma identičen čas. Kako napet boj je bil še pred nami v drugi diviziji. Omeniti moramo še Francija Božiča, Škodo Fabio, ki mu letos v razvrstitvi diviziji 1 ne gre ravno najbolje. Je pa na Krombergu prehitel Kačiča za drugo mesto na tem rejlju. Na peti preizkušnji rejlja pa smo nažalost videli podobno situacijo, kot smo že 6 let nazaj na istem brzincu, ko je Jan Mrak ostal brez zavor. Martina Štucina in Rebeka Kobal je doletela enaka usoda in njun dirkalnik je odletel med drevesa. Neverjetno, da se v tej nesreči ni nihče poškodoval, a bo ta nesreča verjetno pustila pečat tej posadki. Zgleda je lik kot najdaljši hapi na dirki res neizprosen. Odstopile so namreč še številne druge posadke. Med njimi sta tudi Širok in Simčič, do tistega trenutka druga v diviziji 3. Njuno pozicijo je prevzel Miha Mušič z BMW-jem M3. Tudi Vasje Miklavčič je zaključil z dnevom. Odstopi v tej klasi so se kar vrstili. Če je Bruce prej pridobil nekaj časa, ga je tukaj izgubil. Kačič se mu je približal na pičlo sekundo zaostanka, kar je bil znak, da se tudi v diviziji 1 obeta resen boj za zmago. Še drugi prehod morskega je bil na vrsti pred posadkami. Tukaj se je reli zaključil za Darka Pelhana in Mateja Čara, kar je pomenilo veliko spremembe v prvenstvu. Po 3 dirkah sta namreč druga, takoj za Turkom in Ošlajem. V najboljši poziciji za prevzem drugega mesta na lestvici sta tako bila Marko Grossi in Tara Berlot. Težave pa je imel tudi prvi in definitivno ne zadnji dirkač v R5 dirkalniku. Lukas Dunar je doživel nesrečo. K sreči nič hujšega, je pa uvrstitev med najboljših 5 splavala po vodi. Akcija v diviziji 1 pa se je nadaljevala z izjemno hitrostjo. Dobili smo novega vodilnega. Franci Božič je postavil dober čas in prehitel Brusa. Čas pa je izgubil tudi Nejc Smrak, vodilni v točkovanju. Padel je z 4. na 10. mesto. V petek zvečer nas je čakal še vrhunec dneva za gledalce. Nočni super special po ulicah Nove Gorice. Posadke so na cesto šle v malo drugačnem vrstnem redu. Najprej številke 21 do najvišje, nato pa številke 20 do 1. Tako so najprej z dnevom zaključili dirkači 3. divizije. Ti pa so bili samo 3. Matic Humar si je nabral minuto in 38 sekund prednosti pred Mušičem, Miran Fabian pa je bil že kar daleč za njima. Nato so se na ulice podale posadke divizije 1. Franci Božiču je med brzincem ugasnil motor in izgubil kar nekaj časa. Vodstvo je spet prevzel Bruce, ki pa je bilo največje doslej. Primož Kačič je namreč pred super specialom naletel na težave in bil primoran končati z dirko. Bruce se je na široko odprla pot prevzeti pozicije vodilnega v točkovanju. Tudi v diviziji 2 akcije ni manjkalo. Jernej Fakin je postavil najboljši čas super speciala, kar je bilo dovolj za 3. mesto na koncu petkovega dela. Je pa Jan Medved, ki se je cel dan boril z Grossijem, odpeljal slabše in po 7 brzincih zaostaja za 37 sekund. Še najhitrejše posadke so bile na vrsti. Rok Turk je prvi dan končal 47 sekund pred Francozem Emanuelom Guigujem. Vsi 3 Alpini so bili uvrščeni med najboljših 7, kar je zelo dober dosežek. Probleme pa je po koncu super speciala imel Aleš Zrinski, kateremu se je strgal Jermen. Posledično je zamudil časovno kontrolo in dobil 2 minuti in pol kazni. Veliko se je zgodilo v petek. 23 posadk je odstopilo, a čakal nas je še en tekmovalni dan. K sreči na večdnevnih rejlih obstaja pravilo super rejli, kar je pomenilo, da je 12 posadk v soboto zjutraj ponovno štartalo, a z velikim zaostankom. Najprej je bil na vrsti 8. HP Banšice, začetkom ob 9 in 51. Turk je še povečal prednost, ki je v razvrstitvi državnega prvenstva znašala že skoraj 4 minute. Treba je omeniti še dober čas Roka Jerkiča, ki se vrača po tisti nesreči v Vipavski dolini. Le Grossi je bil hitrejši v diviziji 2. Najbližji zasledovalec Brusa v prvi diviziji je bil zdaj Aljaž Bratoš.
ki je razliko zmanjšal na 16 sekund. Prednost pa se je močno povečala v diviziji 3, kjer si je Matic Humar privozil že več kot 3 minute naskoka pred Mušičem. Sledil je HP Ravnica, ki je v bistvu HP Kromberg v drugo smer. Tukaj so se začeli resni problemi dirkačev z R5 avtomobili. Odstopil je Albert von Turn v Taxis, četrti do tega trenutka. Omembo si zasluži tudi Mađar Alir Džarmati z Mitsubishijem Lancerjem Evo 9, ki se je pospel na 6. mesto na rejlju in še zmanjševal zaostanek. Divizija 1 je spet kazala izjemno akcijo. Božič se je znova zavihtev na drugo mesto, a se je skazalo, da je to zaradi težav Bratoža, ki je na naslednjem 10. brzincu tudi odstopil. Novi HP Renče pa je terjal še veliko več škode, kot smo sprva pričakovali. Nesrečo sta najprej doživela Nik Prunk in Hanna Vihtelič s Peugeotom 208 R2. Nato je odstopil še Vasen Miklavčič zaradi strganega jermena. Vase je sicer težave že imel v dan prej. Pred začetkom brzinca pa je z dirko zaključil še Mušič, kar je Maticu Humarju dalo prednost ogromnih 8 minut in pol. Rok Turk si je medtem že nabral minuto in pol prednosti in pogledoval proti prvi zmagi v Gorici. A kar je sledilo, je res neverjetno. Točno na tem ovinku drugega prehoda Banšic je Hyundai i20 R5 začel izgubljati moč in začel javljati napako na menjalniku. Sanje o zmagi so kot že 3 leta nazaj začele izpuhtevati. Turk je izgubil preveč časa, tako da je v vodstvo prišel Emanuel Guigu. Znova je kazalo, da bo v Novi Gorici zmagal tuj dirkač. Guigujev najbližji nasprotnik bi bil potem najverjetneje Ferenc Küš, a je tudi on naletel na tehnične težave. Vse je kazalo, da bo dirkalnik na zadnji par koles premagal vse R5 avtomobile. Franci Božič se je po tistih problemih super speciala zbral in začel povratek proti zmagi na dirki v diviziji 1, a se je leta ustavil na Banšicah z nesrečo. Luki Brusu in Tadeju Zaljubršku se je s tem na široko odprla pot k zmagi. Prednost pred Velko vrhom je znašala 2 minuti. Na drugem prehodu Ravnice se Turkove težave nadaljujejo, a zaradi klanca navzdol ne izgubi veliko. Še vedno se zmaga v razvrstitvi državnega prvenstva zdi zelo verjetna, če bo le prišel do cilja. Boljši od Slovencev je bil na tem brzincu le Aleš Zrinski, ki pa je skupno daleč zadaj zaradi tistih težav prejšnji večer. Zaradi težav Ferenca Küša je zdaj na pozicijo najnižje stopničke prišel Pierre Raguet, prav tako v Alpinu A110. Obetajo se dvojne francoske stopničke. Ravno na zadnjem ovinku pa je z rejljem zaključil Lucijan Petrovič z Jugom, ki se je takole spektakularno zavrtel obale. Na vrsti je bila še zadnja hitrostna preizkušnja. Če se je na Renčah prvič zgodilo marsikaj, je bil tokrat prehod bolj miren. Emanuel Guigu in Arnaud Dunan sta na koncu postala 5. različna zmagovalca rejlja Nova Gorica. Turk in Ošlaj sta le zdržala do konca in osvojila drugo mesto, 55 sekund za zmagovalno posadko. Še vedno v Novi Gorici nimamo slovenskega zmagovalca. Kdo ve, mogoče bomo to dočakali naslednje leto. Na stopničke sta se uvrstila še Pierre Raguet in Julien Prezenti. Mađar Džarmati se je pospel celo na 4. mesto. Še tretji Alpin Filipa Bafuna pa je končal med top 5. Kiš je s problemi na koncu končal 7. Na koncu rejlja smo se na kratko pogovorili z zmagovalcem Guigujem. What does this win mean to you actually? It's important because the rally is really fantastic, and with the Alpine it's very interesting because it's a road of the mountain, so you have a lot of curve, but you have top, you have big descent too, and it's really interesting. But here all the tarmac is very slippery, so it's difficult. Sreči sta si Rok Turk in Viljo Šlaj tekom rejlja nabrala dovolj prednosti, da sta na koncu vseeno z veliko prednostjo slavila v konkurenci državnega prvenstva. Marko Grossi in Tara Berlot sta se znova zavihtela na stopničke. 3 minute in 38 sekund pa je znašel njun zaostanek. Jan Medved in Izidor Šavel pa sta prvič v karieri stopnila na stopničke. 4 minute in 18 sekund za zmagovalcem. Pošteno povedano smo celo leto, nekako meni je bil izziv sam zmagati Gorico, pač dirka je lepa, domač klub, nekako sem, bom rekel, že zaradi samih organizatorjev, delavcev in vseh domačinov, ki so prisustvovali in pomagali dirko organizirati, hotel nam predati ta pokal, ki si ga že toliko zaslužil v vseh teh letih.
naredili smo vse pravno. Pravilne izbire gum, vse dirko sem nadzorovala, na ta tehnični spodrsljaj pa nisem imela vpliva in to drugo mesto bi bilo lahko tudi tretje. Tako da dejansko, tukaj prišli smo po zmago, želeli smo si zmago in to je bil nekako tudi cilj. Rok je iztržil 38 točk z tega relija, kar je njegovo vodstvo zdaj povečalo na 35 točk. Na naslednji dirki bi se lahko že zagotovil 5. zaporedni naslov. Divizija 1 je kot ponavadi poskrbela za izjemno zanimive boje, ki pa se v končnih rezultatih ne poznajo prav dosti. Luka Brus je s Cliom Rally 5 slavil za kar 2 minuti in 43 sekund pred Bojanom Velkavrhom v Volkswagenu Polo, kar je njegov najboljši rezultat od Velenja lani naprej. Na najnižjo stopničko je stopil Rok Bodlaj, Škodo Fabio, ki do zdaj še nikoli ni stopil na zmagovalni oder. Nejc Mrak, ki je končal 5., je izgubil vodstvo v točkovanju. Tega zdaj drži Brus 14 točkami naskoka. Kačič in Velkavrh pa imata že kar nekaj zaostanka. V petek je kazalo, da se bo Marko Grossi moral resno potruditi za zmago v drugi diviziji, a si je v soboto nabral dovolj veliko razliko. Jan Medved je namreč zaostal za točno 40 sekund na drugem mestu. Proti koncu se mu je pošteno približal Jernej Fakin, katerega zaostanek je na koncu znašal 47 sekund za Grossijem. Ja, sigurno je bila drugačna. Prva tako dolga dirka preko 140 km, tu je bilo treba biti zbran, še posebej včeraj prvi dan, dolge hitrostne preizkušnje preko 20 km. Pritisk je bil velik, jaz sem bil sicer vodilni, ampak na takšni dirki, kjer je ogromno pik, se napake ne sme narediti. Pač jaz sem bil prepričan, da bom pobral drugo, tretje ali pa četrto mesto in s tem se zadovoljil, ne bom se mešal za prvo, ampak ja, vemo, kakšen sem, vem, da rad pokažem kar z nami, no, boril sem se do konca, vse se je pošlo, mislim, da sem zmagal 40 sekund prednosti, kar je veliko in ja, dirka je bila posebna, dirka je bila dolga in naporna. 20 točk loči Marka in Jerneja na vrhu lestvice, zato je še prav vse odprto. Tudi Medved in Škulj ostajata v igri za naslov z 2 dirkama do konca. V diviziji 3 pa je bil razplet malce drugačen kot ponavadi. Brez odstopa katerikoli dan sta zadržala samo Miran Fabijan in Matic Humar. Slednji je stopil na najvišjo stopničko z največjo prednostjo v letošnji sezoni, 10 minut in 45 sekund. Super Rallyjem je Kristjan Širok osvojil 3. mesto, zaostanek 16 minut in 3 sekunde. Tudi na lestvici je razlika največja. Matic Humar vodi za 39 točk, kar mu na naslednjem rallyju že lahko zagotovi naslov. Še en rally in še ena reportaža sta za nami. Tokrat smo bili priča ponovni tuji zmagi v Novi Gorici, 26. odstopom in razburljivim razpletom. Kmalu pa nas čaka že predzadnja preizkušnja sezone, ki bo potekala 1. in 2. oktobra pri naših južnih sosedih v Poreču. Nazadnje je Rok Turk tam predčasno slavil svoj 4. naslov. Kaj pa tokrat? Spremljate naša družabna omrežja, da boste izvedeli odločitev o tem in vse ostalo dogajanje z prihajajočega relija Poreč. Tam si lahko ogledate tudi še več objav z področja avtomobilizma in motošporta. Hvala za ogled in se vidimo prihodnjič!